Ojla, spet bomo zakuhali eno po bohinjsko. Sem Katica, članica Društva kmečkih žena in deklet v Bohinju. In danes smo, preden je začel dež padati, nabirali tele rožice. In z teh rožic bomo naredili namaze in pa eno zelo dobro solato. Svežina je danes glavno besedo, tako da se kar lotimo dela. Tako, iz sestavin, ki smo jih nabrali, bomo danes pripravili dva namaza, in sicer enega s hrenom, z jabolki in s kislo smetano in enega s skuto in zelišči. Pripravili bomo pa eno zelo dobro svežo solato, vidite tukaj zadaj, z rožicami za popestritev pomladanskih dni. Tako, kot sem rekla, bomo pripravili dva namaza. Prvi namaz bomo naredili s kisle smetane. Še to, da poudarim, večinoma imamo lokalne sestavine, veste, kje se jih dobi, verjetno sem vam že večkrat povedala, ampak da ponovim. Tržnica, sosedje, lokalni kmetje, vsi imajo tega kar na razpolago. Tako, vzamemo kislo smetano. Tukaj imamo že naribana jabolka. In pa tudi jokali smo že, to se pravi, smo že naribali hren. Dodamo malo soli, sladkor. Sladkor popestri okus, zato se nič ne bojte dodajati sladkorja. Zmešamo. Dodamo še malo čebulice za svežino, to je ta stoletna čebula. Če jo nasadite na njivo, vam bo kar rasla. 100 let, tako kot se reče, stoletna čebula. Razmešamo in naš namaz je gotov. Naš drugi namaz bomo pa naredili iz skute. Tukaj imamo albuminsko skuto, v Bohinju jo rečemo siraška skuta, ki jo dobimo po izdelavi sira in sicer iz sirotke. Navadno skuto se pa naredi iz mleka. Tista skuta je tudi bolj mokra, tale pa taka bolj suha, zato bomo dodali žlico kisle smetane, malo soli in pa tukaj imamo začimbe. Vidite, luštrek, meto, majaron, baziliko, tukaj imamo celo cim oziroma zeleni del od korenčka in pa zeleni del od zelene. To bomo malo nabrali, na hitro sesekljali. In dodali v namaz. Tako, naš namaz je gotov. Za našo pomladno solato bomo najprej pripravili preliv. Za preliv vzamemo olivno olje. Preliv je fajn, da pripravimo posebej. Kis, lahko je tudi domač jabolčni kis ali pa kakšen drugi kis, tudi za olje lahko kakršnokoli olje uporabimo. Mogoče orehovo, lešnikovo, totorovo, kakršnokoli. Dodamo sol. In pa tukaj imamo že nasekljan drobnjak, nasekljano čebulo in pa nasekljano rdečo čebulo. Vse to dobro premešamo. In pustimo, da se sol lepo stopi. Nadaljujemo s pripravo solate. Za solato bomo vzeli mlado berivko, motovilc. To nam že vse raste na vrtu. Če smo bili pridni pomladi in smo to vse vsejali, tudi po jeseni, imamo to že vse na vrtu. Mlado špinačo,
Uporabimo lahko tudi list rdeče pese, če smo jo osejali, ali pa kakšnega korenčka mladega, ali pa kaj takega. To lahko vse porabimo v solato. In pa navadno zeleno solato. Tako, da bo naša solata bolj sveža, pa bolj hrustljava, ji dodamo še rezan korenček. In pa, ker delamo danes s cvetlicami, bomo dodali cvetlice. In sicer listke regrata, malo spominčic, ranjak, mrtvo koprivo, pljučnik, kakšno deteljo, ni samo za zajce, tudi mi lahko deteljo jemo, in pa marjetice. To so vse rastline, ki so užitne in ki jih lahko uporabimo za solato. Sedaj pa s prelivom prelijemo solato. Dobro premešamo. In naša solata je pripravljena. Bomo jo pa obogatili še s kruhovimi kockami in pa s poširanim jajcem. Kot sem obljubila, bomo zraven solate poširali jajce in pa spekli kruhove kocke. Za poširano jajce, verjemite, ni težko, tudi če tako zgleda. Če ne uspe prvič, drugič, ni problem. Kar probajte še in vztrajajte. Rabimo vročo vodo, ki jo solimo. Dodamo žlico kisa in pa jajce, ki smo ga razbili. Za kruhove kocke imamo pa ponev, na katero vlijemo malo oljčnega olja, ga segrejemo in potem bomo dodali kruhove kocke. Tako, kruhove kocke so se nam lepo zapekle, ste videli, malo olivnega olja, narezane kocke. Za jajce nam voda vre. Jajce smo razbili. Moramo počakati, da nam voda čisto zavre. Potem zmanjšamo. Naredimo vrtinec. In v ta vrtinec vlijemo jajce. Počasi kuhamo 2,5 do 3 minute. Tako, 2,5 minute je mimo. Jajce je kuhano, vidite, kako je lepe oblike. Jajce nežno vzamemo iz posode in preložimo v drugo posodo. Še zadnji korak, sestavljanje solate. Solato imamo narejeno, preložimo na krožnik. Kakšna lepa sveža solata. Dodamo kruhove kocke, rožice, da se še malo bolj vidi, spominčice, regrat, detelja, mrtva kopriva, pa seveda kakšna marjetica in pa poširano jajce. Izvolite. Tako, naša pomlad na krožniku je zaključena, jedi so gotove. Probajte doma, pojdite v naravo, naberite rastline in si naredite to doma. Obenem nam pošljite kakšno slikco, všečkajte nas, veseli bomo vsaka vašega odziva in se vidimo naslednjič.